Torej, dober večer sem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Danes se bomo ukvarjali z uporabo umetne inteligence v zlonamerne namene. Torej, tako hekerji kot tudi državni akterji, propaganda, lažne novice. Videli ste, kolikokrat se ustvarjajo slike in nato objavijo na spletu, deloma tudi mafije, deloma tudi ljudje, ki poskušajo uporabljati programsko opremo za ustvarjanje trojancev, za ustvarjanje zlonamerne programske opreme, ki jo nato uporabijo za izsiljevanje ali prevare, odkupnine, kar pomeni, da moraš plačati, če želiš odkleniti. In to je zelo povezano tudi z svetom kriptovalut, in da bi o tem govorili, je z nami Ivan Barbato, torej dobrodošel. Dobrodošel nazaj, po mirnem obdobju na Bližnjem vzhodu. Res je. Še enkrat hvala za tvoje povabilo in vedno sem zelo vesel, da pridem v tvojo skupnost. In kot so si zadala, je bil namen nadaljevati to najino potovanje v svetu umetne inteligence. Svetloba se spreminja, v smislu, da smo začeli zelo optimistično, vse usmerjeno v prihodnost, ker smo se ukvarjali z zgodovino, sedanjostjo, prihodnostjo, predvsem z umetno inteligenco, potem pa smo že v zadnjem prenosu v živo vstopili v svet, ki je morda začel postajati nekoliko siv. To uvajanje umetne inteligence v vojaški sistem, vojaški sektor, govorili smo o Palantirju, govorili smo o Antropiku, mimogrede tudi na teh področjih so zadnje novice. Prejšnji teden je sodnik v San Franciscu že dal prvo zmago. Povejmo to Antropiku, ki je tožil Pentagon zaradi slavne zgodbe o vključitvi Antropika na seznam tveganj v dobavni verigi. To bi Antropiku v bistvu preprečilo sodelovanje z vsemi dobavitelji, ki imajo opravka z Pentagonom. Tako v tem primeru beležimo prvo takšno zmago s strani Antropika. Vendar se vse skupaj nadaljuje. Razlogi, zaradi katerih je bila ta vojna sprožena na Bližnjem vzhodu, zagotovo jih bodo analitiki in zgodovinarji v prihodnjem času, v naslednjih dneh, tednih, mesecih, če ne celo letih, preučevali. Zagotovo je bila umetna inteligenca ena izmed izložb, ki jih je ta vojna uporabila za svojo uveljavitev. Kaj zadeva Palantir? Prejšnji teden sem gledal intervjuje z drugim, precej zanimivim likom, recimo tako. Ne vem, če poznaš Palantir, Mir Laki, ustanovitelj podjetja Anduril. Fant, ki je prodal podjetje, ki ga je ustanovil Oculus, Meti, torej Facebooku, in zaslužil ogromno denarja. In se je preusmeril v vojaški sektor, prav tako z veliko mero uspeha. Prav prejšnji teden je predstavil napredek pri svojem dronu Fury. Ne vem, koliko izmed vas ga pozna, imeli smo opravka z njim. Ni ravno tako, da bi bilo tisto, kar so pokazali, posebej zanimivo ali inovativno, razen dejstva, da pravijo, da želijo to narediti. Orožni sistemi z običajnimi orodji in s tehnologijo, ki je običajno dostopna na trgu. Kar zelo preseneča pri teh mladih, smo že obravnavali to temo, bodisi, ko smo omenjeni trenutek iz serije Veliki pokovci, bodisi dejstvo, da so bili vsi ti liki izpeljani iz videoiger. Palmer mimogrede hodi na intervjuje v Japonkah, Bermudah, havajskih srajci in razmršenimi lasmi. Več časa preživi ob pitju energijskih pijač kot ob klepetanju. In v bistvu, ko slišiš vlagatelja te vrste, imaš občutek, da vse postane umetna inteligenca. Da umetna inteligenca reši vse. Ampak, če pogledamo, kaj se je zgodilo v Iranu, dokler je vse statično, je mogoč precejšen napredek. Ko pa vse postane kinetično, je nekoliko drugače. Odzivi Irana zagotovo niso bili predvideni in zagotovo tudi posledice niso bile predvidene. Tukaj mimogrede, to je značilna podoba omenjenega lika. Imajo dve izjemni lastnosti sodobnih podjetnikov. Odlični so pri tehnologijah
in izjemni z inženirskega vidika. Torej, oni uspejo tudi z socialnimi omrežji. Ja, ustvarijo si like, kaj ne? Ja, točno tako. In kot Elon Musk, on ima izjemno industrijsko inženirsko sposobnost. Torej, če opazimo, na primer, kakšen preobrat je Elon Musk dosegel v zvezi z OpenAI ali drugimi podjetji, je bilo to neverjetno. On je v 67 mesecih postavil gigatovarne, če je tako, je to naredil tudi ta Andorin. Gradi farme, modularne industrije in se pripravlja, da bo postal eden največjih dobaviteljev Pentagona. To pa je, kot smo rekli, digresija, ki smo ga delali. Premaknili smo se iz popolnoma osvetljenega območja v nekoliko sivo območje, če hočete. Ker je vse zelo povezano s propagando, zelo pogosto z dejstvi, vendar niso vedno potrjena. In ideja, ki sva imela z Mirkom, je, da se danes premaknemo na tisto območje, ki je vsekakor območje v senci, morda celo črno. Ker tako kot smo videli pri prehodu iz statične v kinetično vojno v Iranu, akterji, ki jih postavimo na temno stran sile, ne reagirajo vedno tako, kot je bilo predvideno. In pogosto se zelo uspešno organizirajo pri uporabi teh tehnologij. Tako, danes začnemo pogovor, ki bo razdeljen na 4 dele, če jih želimo tako razdeliti. Torej, opazovali bomo predvsem to, kar počnejo akterji, torej tisti iz temne strani sile in kaj to predstavlja. Alarmi nevarnosti za države, morda jih omejimo na države NATO, torej Evropo in Združene države. Torej bomo naredili pregled, ki se bo vse bolj približeval našim sedanjim in prihodnjim problemom. Začnimo torej, kot Mirko ravno kaže. Tokrat sem nekoliko spremenil pristop, zato sem izbral grafično pot. Skoraj kot da bi bile to spletne strani. Torej, začnimo opazovati, kako se umetna inteligenca uporablja na 3 področjih, bi rekel, in na splošno sodobne tehnologije. V tistih, ki jih lahko opredelimo kot asimetrične konflikte. Vsi današnji konflikti so asimetrični konflikti. Februarja 2002 smo začeli spremljati konflikt med Rusijo in Ukrajino in vedno pogosteje smo priča konfliktom. Ko govorimo o konfliktih, mislimo tako na fizične spopade na vojaški ravni, kot tudi na razvojne konflikte v pravem pomenu besede. Če smo si ogledali ves svet umetne inteligence in ga skrčili na 2 makrosveta, Združene države in Kitajska. To je pravi boj, pri katerem so mi kot Evropejci opazovalci oziroma uporabniki teh tehnologij. Tako, prav to, ko začnemo opazovati to temo v okviru asimetričnih konfliktov. Mirko, če želiš iti malo nižje, da pokažemo še ostalo. Od razširjenosti do integracije, uporabe, predvsem dvojne uporabe. Te tehnologije vsaka na svoj način. Torej, ko opazujemo svet, se počasi premikamo proti novemu svetu, ki ga bomo morda v zadnjem delu našega pogovora izrecno opredelili kot terorizem, kibernetski kriminal, torej organizirani kriminal preko tehnologij, celo kibernetsko vojskovanje. In dali bomo primer. En primer klasičnega organiziranega kriminala, ki se vedno bolj premika proti skoraj inteligentni organizaciji, skoraj z uporabo vseh teh platform. Tako kot smo bili mi, navadni državljani, predstavljeni. Tudi te organizacije so omejene na to, da so uporabniki ali superuporabniki teh tehnologij. Zato jih ne najdemo v raziskavah in razvoju, ampak v uporabi. Pogosto je zelo domiselna in pogosto gre za uporabo tehnologij, ki je izumitelji niso predvideli. Prej v zaodrju smo se pogovarjali z Mirkom. Telegram je na primer odličen komunikacijski mehanizem, vendar ga pogosto zelo domiselno uporabljajo tudi kriminalci. In takšnih primerov je še veliko več. Čeprav se morda sliši nenavadno.
Te platforme za tako velikim dosegom se večinoma uporabljajo za propagando, ne pa za komunikacijo med organizacijami, kot bomo videli kasneje. Torej, kaj pravzaprav počnejo? Poiščejo novost, tako kot vsi mi, in iščejo način, kako jo izkoristiti v svojo korist, pri čemer gradijo prave ekosisteme. To trenutno povzroča velike težave oblasti. To povzroča velike težave oblastem, ker imamo pogosto opravka z mehanizmi, ki jih lahko zagotovo opredelimo kot mehanizme za dvojno rabo. Torej so pogosto komercialni mehanizmi, zato jih je zelo težko nadzorovati. Pogosto so te mehanizmi, kot so platforme, ki jih vsi poznamo, naprimer WhatsApp ali tudi Telegram, platforme z šifriranjem od pošiljatelja do prejemnika, tako imenovane, pri katerih ista družba, ista organizacija, ista entiteta, ki je ustvarila platformo, ne more posegati v sporočilo. Torej je oseba, ki pošlje sporočilo, skupaj z prejemnikom edina, ki lahko sporočilo prebere v nešifrirani obliki. Tako imajo oblasti velike težave pri sledenju tem organizacijam, ki se pogosto gibljajo v sivih conah. Uporabljajo znane platforme, pogosto pa tudi zelo malo znane platforme za izmenjavo sporočil. Kako to deluje? Pojdimo malo globlje. Kako poteka širjenje teh zmogljivosti? Tako je, oni se predvsem ukvarjajo z operativno integracijo. V tej začetni fazi ostajamo nekoliko splošni, površinski, nato pa postopoma vedno bolj poglabljamo. Oni zelo pogosto uporabljajo odprte kanale, kaj ne? Rekel bi, da lahko razdelimo na 6 glavnih področij. Ena glavnih področij, ki jih uporabljajo kriminalci. Dajmo jih vse skupaj. Ker se lahko različne definicije nanašajo na terorizem, na kriminalne organizacije, bolj ali manj majhne, bolj ali manj organizirane, pa tudi na posamezne samotne volkove. Prva je zagotovo kibernetski svet. Kibernetski svet ima precejšnje koristi od umetne inteligence. Morda, Mirko, pejdi malo nižje, da bodo tudi tisti, ki nas gledajo, lahko videli. Tako je. Svet kibernetskega kriminala je imel ogromne koristi od umetne inteligence. Zakaj? Ker je preprosto uporaba umetne inteligence povezana z sposobnostjo prevajanja, sposobnostjo širjenja informacij, torej vplivanja in propagande, zelo pomagala. Tako v tem primeru kibernetskim kriminalcem, kot tudi terorističnim in pseudoterorističnim organizacijam, torej tistim, ki podpirajo te organizacije. Vpliv in propaganda postajata morda eno najmočnejših orožij v njihovo korist, ki jo je najtežje zajeziti. Mislim, da smo v Italiji prejšnji teden, prav včeraj, kar zadeva vprašanje vpliva, bili priča tej seriji aretacij mladoletnikov. Eden izmed njih je bil obtožen. Mislim, da skupaj 7 fantov, ki so bili vpleteni. Bili so del skupine imenovane Werewolf Division. Mirko, ti kot zgodovinar, velik poznavalec zgodovine, veš, da to ni nova skupina. Skratka, nastala je kot splošno odporniška skupina. Že ob koncu druge svetovne vojne. In kaj počne? Poskuša se širiti, poskuša vplivati, poskuša delati propagando. Nažalost, zdaj koristi, ki jih prinašajo pametni telefoni in platforme družbenih medijev, niso vedno pozitivne in ne morejo biti 100% pozitivne. Tudi njeni dramatični vidiki, in predvsem mladi, zelo mladi, so zagotovo tisti, ki so najbolj izpostavljeni, najbolj ranljivi in najbolj dovzetni za vpliv. Novačenje v teh skupinah znižuje starostno mejo za mnoge. Že ISIS je začel leta 2000, kaj ne? 2008, 2010 so uporabljali Facebook za novačenje in tako naprej. Bilo je veliko primerov. Obstaja primer iz teh tednov, kljub temu, da je v Iranu, mislim, okoli 200,000 pazdaranov in 600,000 basidžov, Irđice, pazdarani, novačijo 12-letne otroke.
z vsemi uniformami, z vsem tem. Seveda začnejo z dejavnostmi opazovanja, obveščanja in podobnim, ampak seveda v takšnih okoliščinah je to nekoliko lažje. Strani teh organizacij jih indoktrinirajo, radikalizirajo in tako naprej. Torej, ko sem omenil ISIS, je to popolnoma točno, vendar se to dogaja na več krajih. Žal tudi v Evropi. To bomo morda videli v tretjem delu tega našega pogovora. Tako kot so rekli, torej rekrutacija in mobilizacija, na to pa je veliko uporablja za gradnjo finančne in logistične odpornosti. Zelo se dogovarja prek platform z nekimi kodami, ki jih uporabljajo med sabo, o katerih bomo govorili v zadnji fazi. Tudi same platforme, Mirko, niso ravno umetna inteligenca, ampak vse, kar je povezano s tem. Spletno bančništvo in finančne platforme se zelo pogosto uporablja za pretok denarja. In vse to temelji na konceptu, ne vem, ali si že kdaj slišal za tehnologijo Tor, ki je brskalnik. Rekel bi, da ja. Vsi, ki delajo tudi na področju OSINT in v sorodnih področjih, poznajo to tehniko. Da obstajajo tudi temni OSINTi. Ja, ne, absolutno, ker se mora tudi tisti, ki dela na dobri strani, zaščititi. Zato uporablja večplastni sistem. Onion pomeni prav to, vedno bolj se ščiti. Je simbol brskalnika Tor, mimogrede, prav to je. Torej, z vzpostavitvijo vrste posredniških strežnikov, torej satelitov, se vedno bolj zakrivaš. Do te mere, da je za oblasti nemogoče ugotoviti, iz katerega strežnika. Morda je to nekdo iz sosednjih vrat, nekje blizu, ali pa imaš občutek, da piše iz Singapurja ali od drugod. Bil je Silk Road, da. Da. Ker sem vedel, da je bil Silk Road forum, kjer si lahko najel morilca, kupil vrečko trave, pištolo, ki ti je prišla razstavljena, in potem so praktično ujeli lastnika, če se ne motim, ga ima FBI že nekaj let v zaporu, vendar so nastale še druge različice. Obstaja tudi italijanska različica, ki se je, če se ne motim, imenovala Forum Cipolla, potem pa nastajajo še podrazličice in tako naprej. Vse to je popolnoma res. Če ti paše in če tvoji skupnosti paše, lahko naslednjič pogledamo še državne akterje, naredimo kratek uvod. Kibernetski svet je razdeljen na dve veliki kategoriji. Tisti, ki delajo v hekerskem svetu, so razdeljeni. Ko dela za običajno podjetje, so ekipe razdeljene na rdečo ekipo in modro ekipo. Modri so branilci, rdeči pa so tisti, ki izvajajo napadalne teste, da preizkusijo sistem. Potem je makrosvet hekerjev razdeljen na klobuke, beli, sivi in črni. Beli so etični, črni pa so zlobneži. Sivi pa so tisti, ki so včasih na meji. Potem pesantissimo. Tisti ideološki, ne tisti, ki so morda recimo ruski sandwormi, ki morda ne bi naredili nič proti drugemu Rusu, ampak to naredijo proti Ukrajincem. Obstajajo tisti, ki vdirajo v indijske klicne centre in jih praktično razkrijejo na YouTubu. Tisti so kar znani, kaj ne? Mislim, je to etično? Ja, ker ne vzame denarja, ampak tehnično gledano dela drugo kaznivo dejanje v drugi državi. Proti nekomu, ki dela kaznivo dejanje v drugi državi. In potem je treba tudi povedati, da se pogosto beseda hacker uporablja napačno. V smislu popolnoma. Igra je hekana, ne, to so krakerji, tisti, ki razbijajo zaščite. Potem so tu še lemri, kar je bil tudi slabšan izraz, da si lemer. Pravzaprav je lamer tisti, ki se zelo dela, da je hacker, pa to v resnici ni. Ja. Pravzaprav so to tisti, ki so uporabljali izpeljane programe. Govorimo o zelo starih stvarih iz 90-ih let, kot je Back Orifice in podobno. Torej, vsekakor moramo narediti to epizodo, ker je Milko omenil nekaj zelo zanimivega, ker nasplošno pravzaprav tisti, ki delajo v kibernetskem svetu, jih ne imenujemo hekerji, se delijo na državne akterje. Torej, države, ki si med sabo vodijo vojne, kibernetsko vojskovanje med sabo,
se delijo na ideološke, kot je recimo Anonymous. Pogosto so poskušali pomagati ljudem in se delijo tudi na kriminalce. V svetu državnih in kriminalnih hekerjev se je ustvaril pravi franšizni sistem. To bomo pokazali tudi v prihodnosti. Kaj ti počnejo? Pišejo prave priročnike, nudijo tudi usposabljanja in ti razložijo, kako stvari narediti. Zakaj to počnejo? Najprej je napadalna površina ogromna, to je splet. Torej, ne morejo vsi to narediti hkrati. Ko naredijo franšizo, razložijo mladim, ali Indijcu, Vietnamcu ali Kambodžancu, kako izvesti te napade, oni pa si vzamejo odstotek, ki znaša od 15 do 20% prihodkov. Ampak kaj s tem dosežejo? Preprečijo, da bi kdo drug napadel tisto tarčo ali katero drugo. Temu se reče prenos tveganja. Tako je. Torej, ko mladenič, ki je še začetnik, naredi kaj narobe in potem policija potrka na vrata njegove hiše, posledice nosi mladenič, ne skupina. Torej bomo potem pokazali tudi, kako to počnejo, kako govorijo, kakšne vrste pogovorov potekajo v klepetu. To je zanimivo vprašanje. Kako pogoste so kibernetske vojne? Nikoli se ne govori o nobeni vrsti napada. To so nevidne vojne. To so primeri, ki pridejo na dan, ko napadajo bolnišnico, ko napadajo električno omrežje in država tega ne razkrije. Ampak v vsakem trenutku potekajo vojne, tudi zaradi nesmiselnih razlogov. Gamerji, ki se razjezijo na razvijalca in mu naredijo DDoS napad na strežnike igre, dokler ne razveljavijo popravek ali jim ne odblokirajo računa ali kaj podobnega. Obstaja veliko vojn, ki se zgodijo, ko jih pripovedujejo. Ja. Pogosto jih države vodijo na vojaški ravni. Ni tako, da bi ti FBI prišel povedati, poglejte, včeraj so nam to udrli. To je interna zadeva. In potem to odkrijejo. Poleg Kašpatarja, ki so mu pred kratkim Iranci udrli neosebno pošto, torej je bila verjetno geslo 1, 2, 3, 4, 5 glede na te osebe. V 90% primerov je geslo povezano z vašim datumom rojstva. Majhna igra, ki jo lahko igrate, če želite izvedeti geslo za Facebook nekoga. Vprašate ga za dekliški priimek njegove matere, njegov datum rojstva in ime njegovega najljubšega hišnega ljubljenčka. To so 3 od 5 vprašanj za obnovitev gesla. Absolutno da, ampak vprašanje, ki je postavil tvoj uporabnik, je res odlično. Gremo na odgovor. Potem ti bom postopoma med tem pogovorom navajal primere iz 45 primerov. Nekateri so starejši, tako da ne bo mogoče povezati z aktualnimi zadevami. Vendar, kot je rekel Mirko, razlogi niso vedno razkriti. To ni priporočljivo. Povem ti samo eno stvar. Prejšnje poletje sta imela Španija in Portugalska izpad elektrike. Portugalska si je pomogla po nekaj urah, 10 ali 11 urah, Španija pa nekoliko kasneje. Uradnih razlogov je veliko. Če bi bil radoveden, bi si šel pogledat, kaj je bil virus Stuxnet. Tisti, ki je pred nekaj leti povzročil eksplozijo centrifug v Iranu. Seveda oblasti ne morejo razkriti takšnih stvari. Vendar pa obstaja na primer uradni podatek, ki ga je izdal Antropic, ki je bil napaden na zelo usklajen način, pri čemer je bil napad v 90% avtomatiziran, poleg tega pa so bile uporabljene tehnologije Antropic. In napad je izvedla skupina GTG-1002, ki je uradna kitajska skupina. To so kitajski vojaki. Naprimer, Mirko je pravkar omenil Patela. Andala je v zadnjem času izvedla veliko napadov. To so Iranci. Andala je iranska skupina. To nam daje možnost, da nadaljujemo pogovor o sivi coni. Ker pogosto, kot je Mirko prej omenil, želim škodovati razvijalcem in podobno, ta svet zelo deluje tudi na podlagi ugleda. Torej, če uspem zelo prestrašiti, ko res napadem nekoga, ki se ne zna braniti, ga lahko res močno prestrašim. Torej, Andala izvaja pomembne napade. Niso vedno tako močni in uspešni, kot pravijo oni. Verjetno je primer Patela, naprimer. Primer, ko so vdrli v telefon nekoga, ki ga je fotografiral. To ni Patelov telefon. Telefonov FBI ni tako enostavno napasti.
Ampak Andala je na primer pred nekaj tedni izvedel res močen napad na Strykerja. Stryker je dobavitelj medicinskih naprav. V Ameriki, res zelo močen. Ga je blokiral in mu povzročil veliko škode. Uničil je veliko stvari. Torej, te skupine so močne, imajo podporo in postajajo vedno močnejše. Tudi zato, ker tukaj naredimo pomembno digresijo. Za razliko od vrhunske umetne inteligence, ki vključuje zelo pametne ljudi, velike laboratorije, velika vlaganja. To je svet, kjer je bila inteligenca po svetu razporejena dokaj enakomerno. Skupina 45 ljudi z tehnologijami, ki so za umetno inteligenco zastarele, vendar znajo izkoristiti ranljivosti sistemov. Uspe biti operativna in močna po vsem svetu. Te dni, mislim, da je bilo prav danes, zato lahko to povem, ta novica. Tudi v Libiji se organizirajo, mastri organizirajo enote, da bi vzpostavili kibernetsko vojskovanje. Severna Koreja ostaja dejavna na tem področju. Severna Koreja zasluži okoli 1000 milijonov dolarjev na leto z izsiljevalsko programsko opremo, odkupninami in izsiljevanjem. Quindi, insomma, kasneje, ko bomo nadaljevali, bom povedal nekaj o Lazarusu, ki je severnokorejska skupina. Tako je, Mirko, pojdimo na matriko. Od 1 do 5, pri čemer je 5 seveda največja teža, največja nevarnost. Sem vam razdelil tehnologije in funkcije z območjem, kjer so izpostavljene. Torej, na primer, na področju sistemov, ki jih podpira umetna inteligenca, lahko kriminalci, teroristične ali pseudoteroristične organizacije veliko lažje kot prej izvajajo propagando in novačenje. Propaganda je pomembna tema, še vedno tam. Ker je, na primer, še posebej v svetu boja proti terorizmu, za oblasti zelo težko povezati določena vedenja s trdnimi obtožbami, z dokazi. Ker se propaganda premika na dokaj nelinearen način, prav? Torej, na primer, oni lahko veliko lažje ustvarjajo videoposnetke, pošiljajo jezike in predvsem stvar postaja vse bolj sofisticirana. Napaka je namerna. Se spomniš, Mirko, Moža v črnem, kaj ne? Po Roswellu je CIA pošiljala k ljudem, ki so trdili, da so videli NLP-je, moške oblečene kot John Belushi, prav? Kot Blues Brothers. Čim bolj teatralno z avtomobili, kot v filmu Možje v črnem. Zakaj? Zato, da ko so ljudje pripovedovali, to so filmi iz 50 let prve operacije vplivanja. Ko so ljudje pripovedovali, kaj se je zgodilo, so jih imeli za nore. Prišli so k meni domov ljudje, oblečeni v črno, z Ray-Bani, kaj sploh pripoveduješ. In enako počnejo tisti, ki se ukvarjajo s propagando. Torej, namenoma ustavijo določene stvari, napake. Zakaj? Ker kadar je nekaj preveč popolno, potem vzbudi preveč radovednosti. Na primer, na tako civilnem, komercialnem področju, kaj ne? Do pred kratkim so ustvarjali avatarja, ki ga je v celoti ustvarila umetna inteligenca, čudovito dekle po imenu Alana, Hispanka, influencerka, ki je dosegla milijone sledilcev. No, tudi pri GigaChadu. Da, absolutno da. Ko sledilci, tisti zd. Tipični mesar, ki ga vidiš, moral bi biti turški model. Ne spomnim se točno, kaj v resnici je bilo izmišljeno, bil je pretirana mešanica več modelov, in tako naprej. Da, to so dejanja. Prav ta teden, ne spomnim se imena, ampak bil je en račun, kjer je bila zelo lepa punca, ki je bila ameriška vojakinja, slikala se je s Trumpom, z Melanijo, v vseh možnih situacijah. Seveda domoljubna, čudovita ameriške sanje, a na koncu je bila popoln avatar. Ko pa se to zgodi, se uporabniki razjezijo in nehajo gledati. Ko pa ima vse skupaj napake, je to namerno, ker želijo normalizirati. Se spomniš videa, ki so ga naredili o napadu na Pentagon med Tomom Cruisom? Točno tako, odlično, hvala. Hvala, Jessica Foster.
Video, ki ga je naredil Pentagon, takoj po napadu v Iranu, v stilu Toma Cruisa in tako naprej. Kakšen je cilj? Cilj je normalizirati, da vse skupaj prikaže kot igro, da se vsi oddalijo, da vse dehumanizirajo. Tako, zdaj, ko vidiš napad drona, se osredotočiš na uspeh napada. Prav. Osredotočiš se na napad drona namesto na posledice. Prav? Potem torej, kaj počnejo veliki jezikovni modeli? Še enkrat pomagajo. Propaganda, novačenje, kibernetske operacije so zdaj postale zelo močne z prevarami, z spremembami jezika, z phishingom, vedno bolj sofisticirane, vedno težje prepoznati. Ni več tistega nigerijskega princa iz preteklosti, ki ti je pošiljal e-pošto. Zelo slabo napisano, zdaj so veliko boljši, govorim ti iz izkušenj kot youtuber. Prejemam ogromno e-pošt ljudi, ki se izdajajo za YouTube, za Facebook, ljudje, ki mi pravijo, imaš težave z avtorskimi pravicami pri svojih videih, prijatelj, klikni na to povezavo in podobne stvari. Ogromno jih dobim. Ali pa so tu lažne poslovne ponudbe, kjer dobiš e-pošto. Smo sponzor X, prodajamo mikrofone, ti ga pošljemo in tako naprej. Prenesi vodni paket. Seveda greš tja, narediš spletno skaliranje in seveda trojanec. Absolutno. Temu pravimo en klik, vendar smo prišli do točke, kjer obstaja tudi napadi brez klika. Danes smo v razpoloženju za razkritja. Veliko vas je to že slišalo. Naprimer, že pred nekaj leti je obstajala programska oprema z imenom Pegasus, izraelska programska oprema. Telefon Jeffa Bezosa je bil okužen s fotografijo, ki mu jo je poslal Mohamed bin Salman, MBS, kralj Saudske Arabije. To bomo potem pokazali v oddaji. Kako se to naredi? To bomo pokazali v 6. oddaji. To me spominja na to, kar zdaj kroži po WhatsAppu, kaj ne? Ja. To me nasmeji, ker ko mi pride kakšno sporočilo, se je zgodilo pri profesorju Breci, ki ga pozdravljam, pride slika, naprimer, prosim glasuj za mojo hčerko. Bravissimo. Zelo veliko kroži. Tista o Pegasusu je bila bolj prefinjena, bolj zapletena, ker je imela zero klik. Ti ne moreš ničesar narediti, tudi če ne klikneš in ne odpreš. Zdaj bomo to pokazali, ko bomo snemali oddajo, kako se to naredi. Pojdimo k nekaterim primerom, še vedno smo na svetovni ravni. Pojdimo k nekaterim primerom, zdaj primeri iz Bližnjega vzhoda, iz Azije, iz Afrike, spodaj na tej prosojnici, ki jo kažeš. Torej, Bližnji vzhod je že omenil Mirko, ISIS, Hezbollah. Mimogrede, v svetu propagande, torej, to je treba poudariti, to opažanje. Mirko, želiš pokazati fotografijo, kjer so Hamad, Bašar in Zahir Biravi? Tista fotografija z tistega odra. To prihaja. V redu, jaz bom med tem razlagal. Propaganda pogosto uporablja tudi nič hudega sluteče ljudi. Torej, ko naprimer v teh prevarah, ki smo jih prej opisovali, evo Mirko jo poveča, gospod z listkom na sredini, v sivi jakni, je Ahmad Barah. In proti rdeči zastavici je Zahir Brahimi. Tisti tam je zunanji minister Hamasa. V Angliji sta ona dva. Jean Reno po rehabilitaciji. I due jih zelo dobro poznamo, čeprav tega v Evropi sploh ne vemo. Oba sta bila lastnika več čolnov iz flotilje. Tisti, ki so šli razdeljevati hrano in so jih potem aretirali Izraelci in še kaj drugega. Zelo pogosto uporabljajo nič hudega sluteče ljudi. Prepričan sem, da je bilo na flotili med stotinami, ne vem koliko jih je bilo, prostovoljcev in drugih, veliko takih, ki jih je vodila njihova ideologija in so želeli pomagati. Torej, te organizacije pogosto izkoriščajo dobro vero ljudi. Skrivajo se za bojem za naše pravice, bojem za zatirane narode in podobno.
in pogosto izvajajo kampanje za zbiranje sredstev, za financiranje in podpiranje vsega, kar sega od organiziranega kriminala do terorizma. Če se vrnemo k našemu primeru, to je bila le kratka opomba, če se vrnemo k našemu primeru, naprimer, imamo primeri Južne Azije, kjer se to dogaja predvsem v Kambodži, na meji med Kitajsko in Kambodžo. Kitajska organizirana kriminala je zgradila prave centre za prevare. Prevzeli so številne licence, ki so bile namenjene igralnicam za domnevno zakonito delovanje, nato pa imajo v notranjosti sužnje, ki delajo za izvajanje prevar, torej za goljufije. Zaenkrat torej. Ker ko prideš tja, ti v bistvu vzamejo potni list, tako da si tam ujet. To so počeli tudi Savdici, veš. Ko so organizirali svetovno prvenstvo in tako naprej. Mursi je bil potem razkrit v delovnih škandalih, poleg pogojev, da so jim jemali potne liste in tako naprej. Niso se mogli vrniti, dokler niso končali dela. Tako da je bila to znana tehnika, prej se je to dogajalo tudi v Indiji, v Pakistanu. Zdaj se preselil, ja. Z tega vidika imamo zaenkrat še malo sreče, ker obstaja jezikovna ovira. Tako da oni večinoma izvajajo prevare nad rojaki, Vietnamci, Kitajci in tako naprej v Združenih državah. V Evropi so to tiste, ki jih je opisoval Mirko, torej one click, torej hči balerina, glasu in tako naprej. Oni vzamejo vse informacije. V Afriki se morda sploh ne splača začeti pogovora, ker je afriški sistem tako šibek. Jaz sem zaradi službenih razlogov preživel veliko časa v podsaharski Afriki, v različnih državah. Spomnim se enega dogodka v Mozambiku pred kakšnimi 10 leti, zelo na hitro, ker sem videl, da je že minilo 40 minut, imamo še veliko stvari za obravnavati. Pred kakšnimi 10 leti, tam, ker nihče ni zaupal oblastem, so bili pomembni WhatsApp skupine. In te WhatsApp skupine so se vedno uporabljale za širjenje lažnih novic, propagande in podobnega. Značilen primer, ki so ga uporabljali prav kriminalci, imenovan primer likalnika, tolpe z likalnikom, si predstavljaš. Vse skupaj se je zgodilo v enem tednu, a skoraj je postalo državni udar. Zakaj? Ker se je razširila govorica, da se je to zgodilo. Glavno mesto Mozambika je Maputo, prej se je imenovalo Lourenço Marques, strateško pa je približno 1 uro leta od Johannesburga. Nahaja se v zalivu, en del je Maputo, glavno mesto, drugi pa satelitsko mesto z imenom Matova. Razširile so se govorice, da je kriminalna banda začela vvirati v hiše in uporabljati likalnik za mučenje ljudi v teh hišah ter jim jemati denar. Tam je vladala panika, popolna panika. Tako so vsi hodili naokoli s sumničavostjo, dokler pravi kriminalci niso začeli ugotavljati, da to ljudi resnično prestraši. Tako so hodili naokoli z likalniki v prtljažniku avtomobila, potem smo odprli prtljažnik, pokazali ta likalnik in vsi so se prestrašili. V Mozambiku, ker oblasti ne delujejo, se ljudje organizirajo in začnejo linčati. Tako so nekateri ljudje umrli, ker so bili zmedeni, ljudje, ki so morda opravljali svoje opravke, ker so bili zmedeni. Vse to je temeljilo na lažni novici, ki je v enem tednu dobila razsežnosti državnega udara. Da vam pokažem, kako enostavno je v Afriki je bila še ena, tista, kjer so razglasili, da je predsednik umrl in da so ga zamenjali. Tudi ta, potem niso verjeli, da je tisti, ki se je vrnil, res pravi. Ja. To smo videli tudi v Italiji pred umetno inteligenco v obdobju Uno Bianca. Banda Uno Bianca, vsi so jo videli na lastne oči. Predstavljajte si, koliko Uno Bianche je vozilo po Italiji. Vsi so videli bandite iz Uno Bianca, morda zato, ker jo je nekdo pustil parkirano v kakšni ulici, to so oni. In se vrnimo k pojmu. In tu je paradoks, ne? Mislim, Ivan, tukaj si ti rekel, zakaj so tisti iz Uno Bianca uporabljali beli Fiat Uno? Ker jih je ogromno. Točno tako. In je dajal ogromno lažnih opozoritev. In počasi prihajamo do točke, o kateri smo prej govorili, povzroča napake ali nenehno nezaupanje. Trenutno, naprimer, tisti, ki ustvarjajo lažne novice, tega ne počnejo več. Naprimer, še ena prevara, ki je zdaj v modi, je ta, da lahko s pomočjo umetne inteligence v realnem času spremenimo obraz, celo posnemamo glas.
Vendar to še ni popolno. Zato, če iščem popolnost, sem takoj razkrit. V trenutku, ko so številna podjetja zdaj ukinila sestanke prek Zooma, Google Teama, Meeta in podobno, ker so bili primeri, ko se je nekomu uspelo vtihotapiti na sestanek, tako da se je izdajal za direktorja z slabšo povezavo, tako da niso opazili napak umetne inteligence. Zatem je bil igralec oziroma kriminalec, ki se je izdajal za direktorja. In ker ni bilo jasne slike, ni bilo mogoče ugotoviti, kaj je resnično in kaj je lažno. Skratka, To so pravi. Povezal sem se v avtu, zapustil sem letališče, je noč. tako da odlično, gremo naprej. Zdaj tole zaključimo in nadaljujemo z drugo, tisto o organiziranem kriminalu, uporabi umetne inteligence strani terorističnih skupin. Tukaj sem vam to razdelil na 3 glavna področja. Če želite, gremo potem v tretji del, kjer bomo omenili prisotnost tistega, kar bi lahko bilo v Združenih državah, pa bomo to pogledali bolj podrobno. Oni trenutno nimajo velikih strahov pred terorizmom islamskega izvora, saj za zdaj. Bolj so osredotočeni na notranji terorizem. Mi v Evropi smo verjetno bolj izpostavljeni potencialni nevarnosti, trkam na les, železo, karkoli obstaja, jeklo, potencialu povezanemu z islamskim terorizmom, vse večjim skrbem zaradi radikalnih skupin, organiziranega kriminala. Tako da se v tem drugem delu približujemo razdelitvi na 3 veje. Torej muslimanska bratovščina, ki zagotovo predstavlja potencial, za katerega pa še nimamo veliko dokazov. Ker potem bo Milko to pokazal. Kot sem že prej povedal, pogosto delujejo prek etičnih in pravnih fasad, ki temeljijo na prostovoljstvu, na boju za pravice. Vse to so stvari, ki imajo v Evropi velik vpliv. Umetna inteligenca, ja, to bom pokazali malo kasneje. Umetna inteligenca, ki pomaga tem skupinam. Questi gruppi. Tako kot sem rekel, pri propagandi, pri logistični organizaciji širjenja, cilj današnjega pogovora je, da pridemo do končne točke, kjer bomo govorili o tem, kako komunicirajo. Prav? Torej, ne vsi, morda smo videli, da je način komuniciranja pogosto preko simbolov. In pogosto je narejen zato, da se izognejo. Tako se nevarne, resne in organizirane skupine ne gibajo vedno po množičnih platformah za širjenje, ker bi jih začeli spremljati. Zato se oni ne izražajo in ne govorijo v kodah na teh platformah, ker bi jih bilo lahko najti. Pogosto ustvarjajo forume, ki so prav po konceptu Onion v trenutku, ko jih oblasti odkrijejo, blokirani, oni pa se hitro preselijo na druge forume. Pojdimo na matrico, da, tako bomo malo pospešili, ker točno tako. Da govorimo prav o področju, kjer deluje. To so vsi podatki, ki sem vam jih dal. Potem, Mirko, če želiš dati skupnosti ti 2 predstavitvi, vse so opremljene z viri, podatki in vse so državne agencije, ki segajo od FBI, NSA, CIA, v Evropi Europol, Interpol in tako naprej. Oni se zelo osredotočajo na širjenje vsebin. Pogosto na nekaterih drugih forumih, ko se pogovarjamo na primer o Bližnjem vzhodu, obstaja splošno soglasje. Na primer, v primeru izraelsko-palestinskega konflikta je Hamas močno zmagal v propagandni vojni. Ni konkurence. Izrael se niti več ne trudi nasprotovati propagandi. Recimo, ker je tako prevladujoča, tako premočna, da je to zanje že izgubljena bitka. Je to zato, ker je predvsem v Evropi naletela na plodna tla, ker je v Evropi veliko tega. Evropejci so zelo nagnjeni k boju za pravice, k obrambi šibkih,
proti zlorabam, ki jih povzročajo močnejši, trenutni nasilneži. Tako se preneha opazovati in preučevati, ter si oblečemo majico nogometne ekipe, ki nam je najbolj pri srcu. Tako od tistega trenutka naprej ne poslušamo več druge strani, ampak zavzamemo vnaprejšnje stališče. Tako je umetna inteligenca na tem področju zelo pomagala propagandi. In potem so sposobni ljudje, ker mislim, da je Iran 4. država na svetu po številu diplomantov z področja STEM. To so inženirji, diplomanti na področju, kot so inženirstvo, tehnika, mehanika, vzdrževanje in podobno. Skratka, ljudje na visokem nivoju. Enako velja za Arabce. Palestinci so na tem področju močni. Hamas ima precej močne kibernetske strukture. V bistvu jih izobražujejo in usposabljajo Iranci in Rusi. Hvala. Pojdimo na matriko, Mirko, če nimaš nič proti. Torej, poglejmo akterja, funkcijo, tisto spodaj. Morda še malo nižje. Tukaj je. Kot prej se vam zdelo od 1 do 5 po lestvici pomembnosti, torej po teži, kako je razdeljena funkcija umetne inteligence in pri čem pomaga. Torej, terorizem in SMS zelo pomagata pri novačenju in propagandi. To smo že prej omenili v zvezi z mladoletnikom, ki so ga včeraj aretirali. Mislim, da je skupina, kateri pripada v Italiji, štela okoli 80 članov, ki so prejemali informacije in usposabljanje. Torej, tukaj jezikovno ovira že ne obstaja več. Uspejo zelo razširiti informativno gradivo. Skratka, fant je imel pri sebi material za pripravo mešanice acetonskega peroksida, torej eksplozivnega materiala. Isti material v velikih količinah. Iste skupine, v tem primeru levičarski radikalci, pogosto šilijo priročnike, kjer je usposabljanje za boj proti oblastem in podobno. Tako, umetna inteligenca zelo pomaga propagandi in usposabljanju. Organizirani kriminal se zelo osredotoča tam, kjer je denar, očitno. Torej, ni več idealov, obstaja samo denar. Zato na prevarah, na pranje denarja, na področju kriptovalut. Zdaj pa državni akterji, tisti, ki smo jih prej omenili, različne države, predvsem iz Azije, se zelo osredotočajo na krajo poverilnic za dostop do kriptodinamic. Ko bomo imeli epizodo o kibernetski varnosti, bomo veliko govorili tudi o pametnih telefonih. Ti so morda najšibkejši člen v celotni verigi. V teh napravah shranjujemo preveč informacij. In vsi so ranljivi, od iOS naprav iPhone do Androidov. Državni akterji, o katerih smo pravkar govorili, so bolj usmerjeni v hibridni vpliv, to, kar smo prej omenili. Zelo pogosto delujejo na področjih, ki so namenoma nejasna, tako da ni jasno, kdo so, kje so in kaj počnejo. Pogosto so napadi teh skupin takšni, da si lahko privoščijo, da trajajo več mesecev. Od trenutka, ko si bil napaden, do trenutka, ko to opaziš, pogosto mine 6 mesecev ali celo leto. Torej, poleg tega, da obidejo vse požarne zidove, vse sisteme in tako naprej, ko se enkrat notri, poskušajo razumeti, kako deluje organizacija. Na tak način te lahko izsiljujejo dvakrat. Najprej zaradi izsiljevalske programske opreme, torej da ti vrnejo datoteke, ki jih potrebuješ za svoje delovanje, če plačaš. Torej, oni ti jih zakodirajo in jih sam ne moreš več odkremiti. Samo če plačaš, ti jih vrnejo. In potem je še drugi val, ko ti zahteva denar, da ne bi razširili tvojih informacij. Torej, to počnejo zelo pogosto, predvsem zelo organizirane skupine. Tudi ta del bi zaključil in preidimo na temo od 3 delov, o katerih smo govorili. Tema bratstva, monokromafija in kibernetski kriminalci. Tudi v tem pogledu sem vam še enkrat dal
vse preverljive in predvsem resne vire. Med tremi področji je najtežje temeljiti muslimansko bratovščino. Ker kot sem rekel, predvsem oblasti, Mirko, potem v tem delu, medtem ko govorim, pokaži ti dve uradni datoteki francoskih in ameriških služb. Ne drugi, tisti tam, drugi. Tukaj je, to je Frère Musulman, politika muslimanske bratovščine. To ni najnovejši dokument, je iz leta 2024 od francoskih služb. Muslimanska bratovščina je uradno prisotna v 28 državah v Evropi. Močno je zasidrana v Belgiji in Franciji. V Franciji imajo, danes jih ne bomo pokazali, vendar imajo tudi lokalne poslance, pogosto izvoljene, ki pripadajo uradnim strankam, povezanim z muslimansko bratovščino. Enako v Belgiji. Muslimanska bratovščina deluje izključno in samo na uraden način. Torej, prek teh nevladnih organizacij, zbiranja sredstev, propagande, boja za pravice, torej deluje na povsem zakonitih področjih. To je dokument francoskih služb, ki dokumentira, oprostite za igro besed, priročnike, ki jih nato zasebno širijo v zasebnih prostorih. Od mošje do organizacij, od klubov, ki jih imajo in tako naprej. Z določenimi vpogledi, ki niso ravno linearni. Muslimanska bratovščina je zelo močna v Franciji, iz očitnih razlogov. Predvsem v alžirskih skupnostih, nekoliko manj v preostalih skupnostih tako imenovane Črne Afrike. Predvsem med pripadniki Magreba so precej močni. Egipčani seveda so celo uspeli prevzeti oblast v Egiptu, preden je prišlo do protidržavnega udara. Muslimanska bratovščina je zelo močna v Turčiji. Hamas je povezan z muslimansko bratovščino. Hamas in so islamske organizacije sunitske usmeritve. Torej, to je eden od razlogov, ne toliko muslimanska bratovščina, ampak sunitska usmeritev, ki je tudi eden od razlogov za spopade med zalivskimi monarhijami in Iranom, šiita. Okay. V tem primeru, v primeru muslimanske bratovščine, je uporaba umetne inteligence skoraj izključno povezana z propagando in širjenjem materijala, propagando, usposabljanjem, novačenjem. In verjetno, ko nam bodo uradne agencije to povedale, bodo verjetno tudi povezani. Nekako je bilo to na višji ravni. Tako da kroži nekaj denarja po svetu na način, da ni mogoče slediti izvoru. Druga organizacija, ki nam daje vedeti, da to ni napaka, Mokromafija z dvema F. Ime je dal novinar z nizozemskim imenom, ki ga je nato ubila Mokromafija. Mokromafija je mafija, ki je zelo hitro prevzela skoraj popolno oblast, grozila celo uradni politiki, najprej na Nizozemskem, nato v Belgiji. Na Nizozemskem so javno grozili celo predsedniku vlade Rutteju, tistemu, ki ga imenuje Paparino Trump, ki je zdaj generalni sekretar NATO. Izvedli so tudi vrsto usmrtitev na javnih mestih nad vplivnimi nizozemskimi državljani, ki so se upirali. To je mafija, ki ima korenine v Maroku. Zelo so izkoriščali ta razširjen sistem coffee shopov na Nizozemskem, in so hitro napredovali tudi s pomočjo, imajo korenine v Maroku, to je mafija s koreninami v Maroku, razvoj platforme in tako naprej. Hitro so prevzeli nadzor nad pristaniščem v Rotterdamu in tako tudi nad uvozom sintetičnih drog, pa tudi opijatov, kokaina med drugim, iz pristanišča v Rotterdamu. In z izjemno lahkoto so se preselili v Belgijo, kjer so popolnoma prevzeli nadzor nad pristaniščem v Antwerpnu. Pristanišče v Antwerpnu je bilo med drugim za njih nekoliko lažje osvojiti,
ker gre za ogromno površino, če se ne motim, je to 135 kvadratnih kilometrov pristanišče, ki ga oblasti popolnoma ne morejo nadzorovati. Medtem se oblasti organizirajo z velikimi uspehi. Poskušajo razumeti, kako se premikajo, vendar ima ta mafija v primerjavi z našimi domačimi drugačno značilnost. Naša ima ekonomsko ali finančno osnovo, zločin ima za cilj ustvarjanje denarja. Je popolnoma teritorialen. Makromafija pa je mafija, v kateri deluje veliko ljudi iz sive cone. Torej preprodajalci orožja, preprodajalci drog in tako naprej. Potencialno je prisotna tudi nekaj ideologije, ki gre za ljudi, ki prihajajo iz držav, kjer je verski vpliv predvsem močan. Uspejo rekrutirati tudi veliko mladih na podlagi njihove neuspešne upočitve in integracije v teh državah. Tako so to mladi, pri katerih je radikalizacija lažja. Trenutno se je predstavlja kot mafija, ki je po svoji velikosti in moči primerljiva z našimi domačimi mafijami. Torej, precej zaskrbljujoče z določenega vidika. Kriminala, ki prehaja v terorizem. Kibernetski kriminalci so zadnji, o katerih bomo govorili v tem delu pogovora. Tudi zato, ker sem pozabil omeniti en dogodek, ki bi ga bilo morda zanimivo izpostaviti. Prej si me spraševal o državnih akterjih, naj ti navedem enega, Lazarus. To so severnokorejski vojaki. Lazarus leta 2000 pred kakšnimi 10 leti, ne? V enem vikendu je ukradel $1 milijardo iz banke Bangladeša. V enem vikendu. Uspelo jim je skoraj vse povrniti, razen približno $80 milijonov. Zakaj temu tako? Ker se ti državni akterji pogosto, kot sem že omenil, gibajo v sivih conah. Torej, takrat še ni bilo koncepta kriptodenarnic. Šlo je za pravi denar, ki ga je bilo treba oprati. Tako so šli vsi v kazinoje v Makau. V zelo kratkem času so stavili izjemno visoke zneske, kar je seveda pritegnilo pozornost. Izguba zanje ni bila problem, pomembno je bilo oprati ta denar. Tako je, zaradi tega dejstva zazvonil alarm. Torej, Banka Bangladeša tega ni opazila. V nedeljo so kazinoji v Makau sprožili alarm. Medtem je bil denar povrnjen, razen teh $80 milijonov. Tako državni akterji so zelo zainteresirani za pranje denarja. Zato deluje na platformah, ki je enostavno prati denar. Stave, nakup pohištva, luksus in tako naprej. Ko je denarja veliko, postane pranje težje. Mirko, bližamo se zaključku. Ampak rad bi pokazal, vedno jih pokažem, ker si potem lahko kdo ustavi posnetek in si jih ogleda. Točno tako. Sam zase. Spijem požirek. Prvi dve lahko popolnoma objaviš, ampak tudi te, ker so omenjene v vseh virih. Tako da smo... Kar zagotovo nočemo ustvariti, je posnemanje. Zato bomo morda kasneje še enkrat pregledali stvari, če želimo komu dati kakšne recepte. Gremo proti zadnjemu in potem na koncu pokažemo tista dva dokumenta ameriške obveščevalne službe. Manjkala nam je ena omemba, tista tam, detour. Hitro vam razložim v 2 sekundah, tudi tisto lahko damo kot uradno odprt vir. Američani se trenutno bojijo tega. Tukaj. Naslov je značilen, prijemno je smeh, ampak ni se kaj dosti smejati. Zakaj teroristi ne napadajo mostov in predorov, galerij? O tem uradnem poročilu ponavljam, preprosto zato, ker so zelo nadzorovani, zelo varovani. Bilo bi težko se organizirati, vzelo bi preveč časa,
zahtevalo bi stroške, visoko investicijo, da bi lahko vse pripravili. Američani so bolj zaskrbljeni zaradi notranjega terorizma, prav? Medtem ko bomo mi, Evropejci, verjetno postali bolj zaskrbljeni zaradi obeh vrst opozorilnih znakov. Terorizem, ki ni nujno povezan z terorizmom, ko smo ga videli v začetku 2000-ih, ampak dejanja namenjena destabilizaciji. Torej, verjetno več kritične infrastrukture, več, ko smo prej rekli, povezano z energijo, komunalnimi storitvami in podobnim. Bližamo se koncu pogovora z zadnjo datoteko, ki sem vam jo pripravil. Mirko, zdaj čez trenutek začne kazati, kako ti liki komunicirajo. Isto s hashtagi, emoji in vsem ostalim. Torej, tukaj dejansko, ne, to ni to, to pokažemo na koncu tudi, to ni drugo, evo ga tukaj. Kako komunicirajo? Tukaj je veliko domišljije, veliko kod in predvsem, in tukaj je točka, zaradi katere imajo oblasti več težav, ker se namenno uporabljajo simboli in kode, ki so povsem legitimni, so simboli, ki v eni državi pomenijo eno stvar, v drugi pa nekaj povsem drugega. In če gledamo posamezno, so zavajajoči. Zato je treba opazovati vzorce. Torej tisto, kar se uporablja redno, kontekste in vse ostalo. Pojasnimo kar prve tiste simbole, ki so tam. Prvi je žabec, krmit. To se zelo pogosto uporablja predvsem v Združenih državah z strani skrajnih skupin. Pogosto se identificirajo, kot smo prej omenili pri Bear Wolf Division. Namenoma se identificirajo kot zgube, torej tisti, ki jih vsi izključujejo. Jaz sem edini, ki razume stvari, vsi so proti meni, jaz sem žrtev. Torej je Muppet bolj čuden. Največji loser. Torej se razglašam za loserja, ker... Ti niso videli maščevanja piflerjev 1 in 2. Res je. In potem spet poslemanje. Zato mladostniki pogosto uporabljajo te stvari, ne da bi vedeli, kaj počnejo. Ali pa wannabe. Hočem pokazati, da sem, ampak v resnici ne vem. To sproži celo vrsto alarmov, ki zazvonijo tudi v teh skupinah. Tako opazijo tiste, ki bi jih lahko potencialno novačili. Ker nas Winter opominja, da morajo samo iti na forum Incelov in tam bodo našli dovolj človeškega materiala. Absolutno. To se pogosto dogaja tudi na Twitterju X. Pogosto kodirajo na način, da uporabljajo platforme kot TamTam. Torej, ko vplivnež vidi niz simbolov, naredi retweet. Tako stvarijo mehanizem stalnega retweetanja. Tako da se ta informacija, če tudi je lažna, priznano lažna, zelo razširi. Naj citiram nekaj, kar bomo razumeli samo mi med youtuberji in nekaj ljudi iz občinstva. Nazvet za Džubodrila, forum Grdežev in Rata Difonja. Pazite, ker se mi zdi, da so te ljudje kar pravi cilj za takšne stvari. Ja. Enako velja tudi za te skrajne skupine. 100%. Mimogrede, to ustvarja obliko komunikacije, ki presega različne skupine. Ker oni pogosto uporabljajo na fotografijah, v videih tudi simbole, ki jih ustvarjajo ljudje. Ne vem, koliko od vas pozna ta simbol. To je suprematistični simbol, ki izgleda kot preprost znak za vredu. Ne? To je simbol turških volkov. Ne. Tudi oni to delajo tako, kaj ne? Tisti je takole. Turški volkovi so taki. To tukaj je white power, ker WP power tudi sam Erdogan govori s simboli.
Če imate čas za zapravljanje, če želite vložiti čas, da bi se v to temo bolj poglobili, tudi Erdogan to pogosto počne. Kaj je to? Ena nacija, en narod, ena zastava, ena vera. To je že prej nekdo rekel, ampak so bili 3. Tako je. Pripeljal je otroke. Ne samo to, ja, simbol 3, tigri, elkana in tako naprej. Zdaj Erdogan pogosto uporablja ta simbol za posredovanje informacij in sporočil. Tako je, ta simbol zelo pogosto uporablja med muslimansko bratovščino in med nacionalisti, predvsem islamisti. In kaj pa drugi simboli? 100, klovn, precej dobra tabletka. Ja, klon, kava je v bistvu tudi tam recimo sivo območje. Kava v bistvu pomeni, da me ne briga. Ko jo uporabiš v določenem sklopu, ni moja stvar. Ni moja stvar, točno tako. Ja, ne vtikam se. To je stvar, v katero se ne vtikam. V redu. Tako naredimo. Zapri to datoteko in odpri tisto tam. Ne? Ni pomembno. Ne, pokazati bom še več, prav to je. Pokazati bom še več, ker so Američani izdali tudi priročnik za starše, da bi razumeli, skratka, ja. V redu, ampak jaz si bom vseeno preletel, tako da če jih želiš pogledati kasneje. Točno tako. Potem odpri še tistega drugega, enostransko poročilo ameriške obveščevalne službe. Tistega bomo objavili, se ni naš. Ampak glej, povem ti kot bivši motorist, 100. Točk. Lahko se razume tudi kot 100% in tako naprej. Motoristi so uporabljali obrnen simbol 1%. Torej, mi smo del 1%, ostali so drugih 99%. Mirko, vsi. Naprimer, jaz sem imel enega, ki sem ga moral pred časom prenehati uporabljati. Pogosto sem pošiljal srček, ki se je potem razširil. No, to je eden najgrših simbolov, kar jih obstaja na svetu. Zelo se uporablja, jaz tega nisem vedel, pri trgovanju z ljudmi. Ja, predvsem tisti, ki imajo radi otroke. Jaz absolutno. Spet, evo. Zanimivo je. Simbol skrite resnice, prebojenja ob odhodu je tableta. To je citat iz Matrice. Rdeča tableta, modra tableta. Odlično. Zdaj pa si bomo to ogledali v ameriški datoteki. Zaradi nekaterih del, ki sem jih opravljal v preteklosti, se moram spremljati predvsem to obliko govora, ki jo uporabljajo skrajno desne skupine. Maga in podobni. Ne tega, ne gremo na tega. Evo, ta tukaj, tistega, ki si ga prevzel. Bravo. Preliste ga in potem pojdi bolj na slike. Pogledali si ga bomo. Tako je, gledaj, to je tisti srček, na katerega sem jaz mislil, vidiš? 4. Ampak hard, srce, ki raste. Tako je, torej svet. Je mladoleten in raste, Madonna. To je nekako jezik za perverzneže. Vprašam te tole, pomikaj se na tak način in ko prizet. Žrtev je devica, uporabljajo cherry, ker v Ameriki pravijo pop her cherry. Tako je. Ti pregleduješ, ko vidiš te grafične slike in poslušalcem razložiš simbol, ki je ob strani, tako da ga lahko v celoti pokažemo. Tukaj to je že bolj tolpaški način govorjenja, prav? Torej se sporočila pošilja s temi kodami. V primeru teroristov pa veliko manj, ker jih manj zanima razkazovanje. Poglej tole. Črpalka za plin, tip krvi NG, da se črkuje gang. Ljudje so res ustvarjalni, a ne? Absolutno, ja. To bomo verjetno videli v Italiji, v Evropi čez nekaj časa, ker se v Ameriki to bolj uporablja, torej so prvi, ki so to sprejeli. Videl sem, ne spomnim se na katerem YouTube kanalu, nekoga, ki je govoril o jeziku sveta spletnih strani za spremstvo. Ja. In je rekel, da tam govorijo, kot da bi se pogajali za ceno, uporabljajo jezik iz avtošole. Mestna hitrost pomeni 50 €, kaj ne?
Tako je. To so uporabljali kot primer. Tako je. Absolutno, da. Pomakni naprej, ker so še druge zelo zanimive tabele o tem, kako delujejo kode za droge, potem pa gremo na del o teroristih. Eko, tukaj, to sem našel, potem domišljija goat, koza, najboljši vseh časov, tudi to se uporablja. Ja, zelo pogosto za Mesija, Cristiana Ronalda in tako naprej. Tako je. Vendar, ko pride do širjenja in prihoda sintetičnih drog, se to poveže z določenim simbolom droge, na to pa je tu še koza, recept, ki je najbolj uspel. Glej, obstaja tudi merska enota, 1 funt. Ja. To je nahrbtnik. Krogla z osmico. Tako je. Različne tablete, različni simboli, ki jih bomo kasneje videli, označujejo od metafetamina do pentanola, do kokaina, seveda snežak. Tukaj, če pogledaš še malo gor, to je bil celo recept za njeno izdelavo. V redu, tisti iz receptorja. Ja. Ja, potem še spodaj, potem bomo ta dokument, ko ga objaviš, videli. Obstajajo tudi druge stvari, naprimer obrnjen trikotnik za skrajne skupine proti semitom in tako naprej. Ampak nekateri resnično zahtevajo svoj čas. Tukaj so. Čuram jo. Prisežem, hvala. Točno. Zamenja simbole. Ja, to so... Poglej to. To je od brivca, ne? Simbol brivca, ki se vrti. Cel. No, zdaj pa vsem pravim. Pojdite nazaj v svoj klepet na WhatsApp ali morda v pogovor s svojo punco in poglejte simbolčke, ki jih uporabljate. Na te bodimo pozorni. To, kar Mirko zdaj kaže, je nekakšen priročnik za del, ki je bolj povezan z islamom, prav? Torej, so tukaj vsa navodila. Hvala. Oni, evo, to je pomembno. Pomemben je prevoz. Tisti tam. Napadel je samega sebe, zdi se mi prav. Škatla, tisti je prvi. Ali pa kakšen drug simbol, kot je 4, ki sem vam ga pokazal. David. Obstaja samo ena resnica, mi. Ja. Ja. Naprimer, zadnjič vzdihnem, ja. Ti simboli, se ni bilo tudi tiste slavne pištole, ker na neki točki naredi zmedo na Hicksu na Facebooku. Ne spomnim se, zakaj so zamenjali pištolo, in bil je tisti z masko, ki je rekel, da jo bo dal nazaj na Switch. Na spletnih straneh so se vsi osredotočili na to, da je bila to pištola. Puritanči, niti ikone pištole ne smeš uporabiti, ni bilo ravno zato, ker se je uporabljala v teh kontekstih. Tudi tukaj treba vedno pogledati, Mirko, popolnoma si zajel kontekst. Naprimer, obstaja tudi simbol za gospo ali gospoda, tistega uporabljamo pogosto. Tisti, ki se uporablja v skrajno desnem okolju, ima drug pomen. Tukaj, naprimer, zdaj, ko smo pravkar pokazali, zgoraj je bil Pepe the Frog, ki je to razlagal, ampak še malo više, še malo više. Še malo, tukaj je tretja škatla. Drugi simbol, to je simbol muslimanske bratovščine. 2 prekrižana meča. V redu. Torej, če jih začnemo mešati, prosim, tega ne počnite. Ne počnite tega doma. Tukaj to počnejo profesionalci. Tako je, vse to je treba malo preučiti. Zavedam se, da če to preučujejo starši, lahko povzroči tudi preplah. Kot vedno je zaman komunicirati, se pogovarjati, voditi dialog, da bi razumeli, kaj se dogaja. To je zadnje vprašanje, po katerem se naš pogovor konča. To je sveže 16. marca, prosim,
Zelo je dolgo, dali ga bomo, potem si ga boste pripravili. Obstajata dve stvari, ki globoko skrbita Američane, samo dve. Prva je vojna v kibernetskem in vesoljskem prostoru. Space war, ok? V redu, oni so zelo zaskrbljeni. Zakaj? Ker vse, kar se dogaja v vesolju, torej sateliti, tudi sama Rusija poskuša zgraditi nekakšno svojo različico omrežja Starlink. Kitajci imajo seveda veliko večje zmogljivosti, Američani pa nikakor nočejo izgubiti niti vojne za vesolje, niti predvsem pa se želijo zaščititi. In to, kar zadeva drugi alarm Američanov, je povezano prav z napadi hibridnega tipa. Danes je bil članek v časopisu Corriere. Pravzaprav sem ga izmenjal z velikim prijateljem. Mislim, da nas med drugim gleda tudi Aleksander Greenberg, ki bo potem prišel na kanal Mirka Aleksandra. Mislim, da je na Bližnjem vzhodu oseba, ki najbolje pozna celotni iranski sistem, čudovita oseba. Govori verjetno 10 jezikov, nerodno mi je, ko govorim z njim. Napisal je članek. Zelo zanimivo, danes sem našel eno različico, za katero ne verjamem, da je bila navdihnjena z njegovim člankom v Corriereju, ki govori o mozaični organizaciji Irana. To pojasnjuje radovednežem ali tistim, ki niso dobro razumeli ali zaznali vrsto ravnanj, ki jih je imel Iran. Kot so napadi na Turčijo, napadi na Oman in tako naprej. Lepo je in to mi je dal Kamehini. Po juniju lani je bila, razdelimo se na mozaik, ni več piramide, zato ni več vrhov, ki bi, če jih odstranimo, prekinili tok, ampak ki bi bila delitev narejena kot mozaik. Tako obstaja veliko celic, ki delujejo samostojno, z doktrino, vendar z določenimi odločitvami. Ampak z mislijo, da jih je mogoče uničiti tako, da odstranijo vodjo. To je popolnoma napačno. Saj gre bolj za horizontalno upravljanje, kjer če en del odpade, nihče ne vstopi v drugega. Tako je, tudi oni so bili na to navajeni. V Iranu je krožila morbidna šala, da ko je bilo treba imenovati načelnika generalštaba, so morali vprašati Mossad, saj so si to šalo pripovedovali kar med seboj. Torej, infiltracija v sisteme in obveščevalne službe je zelo izrazita. Delitev na mozaik, ki je bila mimogrede doktrina, ki se je razšila tudi pri Masu. Tako je to delovalo. To jim omogoča, da v trenutkih, ko ne morejo komunicirati po običajnih kanalih, delujejo in nadaljujejo z delovanjem na polavtonomen način. To je eno izmed vprašanj, ki najbolj skrbi Združene države, skrbi pa tudi nas, Evropejce, ker so osamljeni v okolju zelo težavni. Oblasti se trudijo in trdo delajo, kot smo videli prej. Ekosistem, v katerem delujejo, je zelo kompleksen, vsak dan se spreminja, je težko preučljiva zmes in pogosto medtem, ko ga preučujejo, oblasti so že bile prehitevene strani drugih vrst organizacij. Jaz bi rekel, da ob 23-24 skoraj imamo ta žarek. Ker bo potem tekma, koga zanima gledati 11 preplačanih tipov, ki tečejo za žogo. Mene ne posebej, ampak sem poskušal recimo, da se stvari ne prekrivajo. Vire boste našli v opisu, dal sem povezavo z vsemi viri, tako da jih lahko prenesete in analizirate. Ne pretiravajte z emoji. Danes sicer bom pristal na vsakem seznamu na cesti. In po mojem mnenju se bomo še slišali in vidimo se v petek na prenosu živo o Iranu, kjer bo zagotovo tudi Moro. Zagotovo poslušam tudi kapitane drugih ekip. Jih rekrutiraš, torej z umetno inteligenco. Čez nekaj časa, jaz jih vzorčim, kmalu bom imel svojega digitalnega kapitana, svojega digitalnega Mora. Pustim jih, da govorijo 12 ur zapored, kot na maratonu, sami zase, ne?
Tako je. Odlično, Mirko. Kaj naj ti rečem, še enkrat hvala za povabilo in hvala vsem tvojim poslušalcem, ki so imeli potrpljenje, da so nas poslušali in upam, da bodo poglobili svoje znanje o umetni inteligenci, ampak o tem, kako se zaščititi pred tem svetom, ki prihaja, zahvaljujoč temu. Lahko noč in lahko noč tudi tistim, ki nas bodo gledali ob polnoči. Predtem sem želel povedati še zadnjo stvar, saj je tukaj predstavnik OSI Intelligence. Gremo naprej, testiramo odjemalca, tistega, s katerim lahko vi izvajate porazdeljeno računanje, da nam pomagate. Zelo se zahvaljujem za komentarje vseh, ki so pisali spodaj. In pustil vam bom računalnik prižgan. In pomagal vam bom pri tej ideji odjemalca. Nekako kot seti, da vam pomagam razvrščati vire in tako naprej. In tudi vsa e-poštna sporočila, ki smo jih prejeli in ki sem jih posredoval ekipi, ki bodo ocenjena glede na strokovnost, za tiste, ki želijo pomagati pri tem, kar bomo kmalu predstavili, kar je več kot samo aplikacija, ki razvršča in tako naprej. Skratka, sodelovati s skupnostjo tako pri preverjanju dejstev, kot pri odpravljanju napak in prispevanju. Pravzaprav strojna oprema za to programsko opremo, ki porabi zelo malo. 10% največ, 15%, ko ne počnete ničesar. Ker za tovrstno klasifikacijo so potrebna ogromna sredstva. Namesto tega bi lahko z razdelitvijo na tak način dosegli veliko s podporo vseh. Ja, meni je všeč, kar počnejo rudarji kriptovalut, kot je Hashminer, ki je uporabljal tvojo grafično kartico, ko si spal, in so ti plačali v bitcoinih del bitcoinov, ki so jih izrudarili, skupaj z drugimi uporabniki. To je približno ista stvar, vendar je namenjena preverjanju dejstev, izboljšanju razvrščanja virov, ki jih je že 12.500, in tako na koncu dobimo veliko bolj resnične informacije. Pristranskost je stalna. Ker jih na to črpamo iz 100 držav, ne samo iz Italije, Anglije in tako dalje. Zato ti dajejo vedno bolj zanimivo sliko. Ker je morda nekdo v Bangladešu, za katerega ne vem, ki je dopisnik v Ukrajini in vidi nekaj, česar mi ne vidimo pogosto. Tudi zato, če pogledate pobliže. Večino novic, ki jih objavljajo tudi naši časopisi, so skoraj vse ponovitve Associated Pressa, Reutersa, Bloomberga in tako dalje. Zato so si zelo podobne. Da najdeš dovolj dobre novice, moraš bolj iskati vire posameznih vojakov, blogerjev ali kaj podobnega. Torej, hvala vsem in se kmalu vidimo. Hvala vsem.